Dobro, hvala za povabilo. Jaz bi pod tem naslovom predstavil to, da nobena stvar, kot vemo, ni črno-bela, enostavna, hkrati pa tudi ne velja obupati, to bi bila rdeča nit, ne, v zvezi s tem naslovom moje predstavitve. Prvi del bi pokazal na tisto, kar imenujemo makroraven, torej kaj lahko naredimo v svojih okoljih in kje so, kakšne so ovire, kar se tiče makroravni. Kaj je makroraven? Makroraven je takoj vse tisto, kar presega ta face-to-face odnos. Torej, makroraven je, na primer, okolje naše delovne organizacije. Makroraven je širša skupnost, makroraven je vse tja do najširšega sistema, v katerem živimo, država, in seveda makroraven je še druge države in tako naprej. Kaj lahko na teh ravneh naredimo? To bi bil, oziroma kakšna je konfiguracija zapletov, problemov, na kratko bi skušal opozoriti. To bi bil prva polovica. Druga polovica predstavitve, tam bi pa opozoril na mikroraven. Mikroraven je pa že tole, ta kontekst, kjer smo danes. Mikroraven je vse, so vsi tisti odnosi, kjer imamo odnose z drugimi ljudmi in jih lahko vidimo face to face, oči v oči. Ne? Recimo, to je že mikroraven, lahko se gledamo, sploh pa mikroraven, recimo mehne skupine, družina ali pa ti odnos, ko imate partnerja v dialogu in podobno. Kaj tudi tam lahko naredimo in kje so omejitve. Takoj bo to jasno, o čemer govorim. No, makroraven, torej, to je že en problem. Bolj, ko so družbe moderne, večji je ta problem. V čem? Imamo 5 splošnih, temu rečem, normativnih sistemov etike. Etika, to je nek, ne bomo zdaj z definicijami, ampak nek sklop vrednot in pa utemeljitev, zakaj je to tako, ne pa drugače, na kakršnemkoli področju. Norme so pa, ko imate enkrat utemeljitev, norma je pa navodilo, kako to speljati. Ne? Norma je, ko je rdeča luč na semaforju, moraš ustaviti, to je norma. Vrednota je varnost, ne? V prometu, brez prometnih znakov bi bilo zelo nevarno. Do etike pridemo pa potem, ko to utemeljimo, ne? Ko imamo nek koncept ali celo teorijo o tem, zakaj je to tako. No, skratka, in zdaj imamo teh 5 sistemov. En problem je že, da so različni. Ne? Recimo, naš osebni sistem, to je tisto, kar imamo mi kot osebi v glavi, ne? Vrednot, norm, je vendarle drugačen kot pa vsi ostali sistemi. In seveda tudi se razlikujemo od posameznika do posameznika. Ne? Potem je en drug sistem, ki funkcionira, ne, kot vemo, kot vidite, čisto drugih načelih, kot pa osebni sistem. Drug sistem etike in norm je zakonodajni. V vsakem zakonu, od najširših, najsplošnejših, recimo ustava, do, bi rekel, nekih internih, najmanjših internih pravilnikov, do zakonov, zakonitosti, ki tudi niso napisane, neformalni zakoni, recimo v službi ali pa na vse zadnje v nekem telovadnem društvu ali kaj podobnega. V celotni tej, bi rekel, verigi zakonodaje imate tako ali drugače eksplicitno ali pa implicitno tudi vtkane vrednote. Ne? Se pravi, neke odgovore, navodila, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno. No, potem, to je pomembna razlika, včasih imamo to pozabljamo, službeni je poseben sistem, služben sistem je sistem norm, pravil in tako naprej, česa, službe, v kateri smo, delovnih organizacij oziroma tudi drugih organizacij. Sem spadajo tudi pravila, vrednote, recimo tegale društva, ki pripravlja te okrogle mize. Sem spadajo, no, skratka, to je služba. In ta se razlikuje večkrat, včasih celo, bi rekel, nasprotujoče, ne, se razlikuje od poklicno-etičnega. Poklicno-etični sistemi so tisti, kjer
ki jih oblikujejo posamezne profesije. Ne. Socialno delo ima svoj kodeks, policaji imajo svoj kodeks, vidite, tam vsi, bi rekel, razviti poklici imajo nek svoj normativni sistem etike, kjer je napisan z vidika poklica, kaj je prav, kaj pa ni prav, kako ravnati in podobno. In seveda več, ko je tega, več je verjetnosti, da imate te zadeve neusklajene. V resnici praktično je ta zadeva še bolj komplicirana, ker ni tako enostavno popredalčkana po okvirih, kot sem tukaj schematično ponazoril, ampak se zadeve prepletajo. In to je še večji problem od tega. Prepletajo se v tem smislu, ne, se pravi, mi smo vselej že tako ali drugače jasno del recimo slovenskega kulturnega normativnega sistema, slovenske družbe, ki je drugačna od avstrijske, afriške in tako naprej. Hkrati smo tako ali drugače pripadniki od službenih organizacij do drugih. Hkrati smo mogoče tudi pripadamo določeni profesiji in seveda smo podrejeni nekim zakonitostim. Tako da to je treba gledati tako kot tiste ruske babuške ali pa ko imate eno v drugi, ne? Ali pa tiste tablete vse v enem za pralni stroj in tako. Ker je to tako prepleteno, je to argument, da razlikujemo te stvari, ker drugače je manj možnosti za orientacijo. No, prepletenost bi lahko takole pokazal. S prepletenostjo teh prejšnjih normativnih sistemov, petih, dobimo kaj? Nekaj precej zelo nepreglednega. To nepregledno se imenujejo preseki. To so preseki, kjer en sistem, bom rekel, prodira v drugega, drug pa v prvega. Ne? To so preseki. Torej, presek je to, kjer moje vrednote, kakršne imam jaz, po katerih se ravnam, večkrat niso dovolj, praviloma ne. Zakaj? Zaradi tega, ker zelo velik del, oziroma kar večino in tako naprej, svojega življenja ali pa 24 ur mojega dne preživim tako ali drugače na teh presekih. Na teh presekih ne morem se ravnati, seveda se lahko, potem imam probleme, se ne morem ravnati samo izključno po svojih vrednotah, ne? Ampak moram upoštevati tudi vrednote drugih normativnih sistemov. In več, ko je teh presekov, kot vidite, večji so problemi. Če na drugačen način to pokažem. In seveda na teh presekih, to je to, kako lahko mi delujemo ali pa ne moremo delovati na to, kar sem rekel, na makroravni. Ne? Znotraj različnih organizacij, znotraj družbe in podobno. Teh presekov je 23 in seveda več, ko imate teh presekov z različnih sistemov, normativnih sistemov, večja kompleksnost, nepreglednost, teže je vnaprej predvideti pravo ravnanje, recimo v nekih dilemah. Ne? Več, ko je teh presekov, zakaj? Zato, ker imate več različnih logik. Saj mislim, da je to jasno, približno, o čem govorim. Ne? V tem smislu zadeve niso enostavne, čeprav jih večkrat, deloma zaradi praktične orientacije, deloma pa tudi zaradi včasih neumnosti, zelo poenostavljamo. Ne? Recimo ena od takih poenostavitev tudi v politiki, jo slišite večkrat, ne? Pri političnih akterjih ali pa političnih strankah, zlasti v predvolilnem boju. Ena od poenostavitev se glasi samo, da izberemo prave ljudi na prava mesta. Ne? Pa nekdo vpraša, kaj pa je to prave? Ja, da imajo prave vrednote. Ne? Zakaj je to poenostavitev? Pustimo to, kaj je zdaj prave vrednota za enega, pa za drugega. Ampak gre za to, tudi če najdete, bi rekel, svetnika, kaj je, ne? Človeka, ki ima res prave vrednote, ga date nekam, seveda, razvoj dogodkov, tudi tistih, ki jih sam sproža in v katere je vpleten, nikakor ne bo odvisen samo od njega. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo tole džunglo teh presekov. Zadeva ni tako enostavna. Ne? Prave vrednote pa ne pravi ali pa pravi ljudje ne pravi. Zdaj, tole bi rad
samo šli kar hitro, ne, naprej. Tole bi rad opozoril, kako se zadeve regulirajo, zadeve, mislim, interakcije, odnosi, bodi si med posamezniki, bodi si tudi med, recimo, ustanovami ali pa med samimi temi sistemi, ne, teh 5, kot sem jih omenil, kako regulirati odnose med njimi, da se to vsaj približno izide, da ne nastane kaos. Tule so načeloma 3 načini, se bo tako jasno, kaj to pomeni. En način je, bolj ko so moderne družbe moderne, modernizirane, bolj je ta način napačen. Namreč je subordinacija. To je klasičen, tipičen način predmodernih družb. Subordinacija pravi tole. En sistem, če imamo zdaj recimo v mislih tistih 5 sistemov, ne, ali pa lahko tudi na drugih področjih, recimo kako naj inštitucije ali pa cela družbena področja med sabo sodelujejo. En sistem je ta, hierarhičen. Določimo sistem, ali se pa sam določi, ker ima največjo moč, ki je najpomembnejši od vseh drugih, in potem drugi sistemi so pod njim, tretji so pa pod drugim in tako naprej. Ne. Se pravi, eden je najpomembnejši in od zgoraj navzdol. To je na ta način seveda ne morete regulirati tiste zmede, tistih presekov, ker tam najmočnejši sistem povozi vse druge. Ne. No, potem imate podoben, ampak kar različen od tega način regulacije je kolonizacija. Ta je malo bolj, bi rekel, prefinjen, približno takole, kot zgleda. Torej, v čem je razlika? Podobno vidite tudi neko hierarhijo, kjer je en sistem, v tem primeru recimo sistem A najmočnejši, ostale si pa podredi, jih prekrije, jih kolonizira, torej posledica je, da ostali sistemi izgubljajo avtonomije ali jo pa sploh ne razvijajo in se dušijo pod tem, ne, pod močnejšim. Ne, to je. Razlika je v tem, da pri subordinaciji vsaj odkrito jasno rečete, kjer sistem je pomembnejši, kjer je pa manj pomemben, ali pa sploh nepomemben in pol glede na to vodite, prakticirate hierarhijo. Tu pa ni izrecno povedano, kateri sistem je pomemben, ampak pač se vse ravna glede na porazdelitev družbene moči. Ne. Recimo, ne bom o tem, ampak samo omenim, en hud problem Slovenije je razmerje, naprimer, med socialno politiko pa ekonomsko politiko, če dam ta primer. Ne. Ekonomska politika, gospodarstvo, politika države na področju gospodarstva in tako naprej, socialna na področju socialnega varstva, nasploh tisto, kar počne Ministrstvo za socialno politiko. To razmerje spada žal sem. Ena od teh politik, to je ekonomska, nikoli pa socialna, je nadrejena, socialna politika je pa tule na 3. ali pa 4. mestu in seveda imamo pol zdaj tu problem. To so problemi te kolonizacije. No, 3. sistem je pa takšen, kjer vsi sistemi vpleteni, tu sem 3 omenil, imamo v mislih tistih 5, tvorijo te preseke na enakovreden način. Ne? Se pravi, predpostavka tega 3. modela interpenetracije je vendarle vsaj relativno, ampak to je pomemben poudarek, izenačena družbena moč teh presekov. Ne? Predpostavka, če hočete imeti interpenetracijo, torej vzajemno bi to prevedli prežemanje različnih sistemov, da ni en sistem več vreden od zgoraj, drug pa od spodaj, ne, ker potem imate kolonizacijo ali pa subordinacijo, ampak da so vsi sistemi vsaj približno enakovredni. Zakaj? Enako velja tudi na interpersonalni ravni. Zato, ker en sistem, ko prodira v drugega, si lahko drugega podreja samo v tolikšni meri, kot si drugi lahko tudi podreja prvega. Torej, enakovredni preseki, ne, in na presekih imate soočenje logike enega sistema in drugega in morate zdaj narediti nek recept, da ne povozite, ne, sistemov. V tem smislu šele pri tej interpenetraciji ne trpi sistemska avtonomija posameznih sistemov. To so 3 načini. To bi bil sklep prvega dela. Ne. Na tej zelo abstraktni ravni bomo šli zdaj bolj konkretno. Torej, etične dileme se ne pojavljajo
le znotraj posameznih normativnih sistemov, pač pa tudi med njimi. Ne gre samo za to, da ima delovna organizacija ali pa moj sistem osebni ali pa profesionalni kodeksi, da niso med sabo usklajeni. Problem je, da seveda imamo tudi probleme v interakciji med njimi na teh presekih. Ravno na presekih so te dileme najkompleksnejše. To ne velja samo za etične dileme, ampak tudi za druge, ne? Ki ne spadajo na področje etike. Recimo vprašanje usklajevanja različnih interesov. To ni vselej etična dilema, lahko pa tudi je. Torej, najkompleksnejši problemi so ravno na presekih, še bolj kot pa znotraj posamičnega sistema. Če hočete, bi rekel, optimalno reševati probleme na presekih, optimalno pomeni, da ne dušite avtonomije posamičnih sistemov, potem seveda morate upoštevati avtonomijo posamičnih sistemov, to pa pomeni na tisti tretji način za interpenetracijo. Ne? Zato morate imeti, kot rečeno, avtonomijo posamičnih sistemov v tem smislu, da imajo tudi vsi sistemi, da so enakovredni in enako močni, ali pa vsaj približno enako močni. Ne? Spet in obratno, s čim imate nesorazmerje moči med sistemi, potem en sistem prekrije drugega. Tudi druge države, ne samo Slovenija, ima probleme na teh področjih, Slovenija pa na nekaterih še posebne. Poglejmo nekaj teh problemov. Samo dva bom izpostavil, ne? Lahko bi tu naštevali vrsto problemov, teh makroproblemov, katerih jedro je problem usklajevanja teh presekov različnih sistemov. Recimo en zelo velik problem, ki je dosti večji kot v veliki večini evropskih držav, po tem kriteriju smo eni od najslabših v Evropi, je legitimnost oziroma zaupanje v osrednje državne in pa tudi družbene ustanove. To zaupanje je v Sloveniji na zelo nizki ravni. Vidite vsej tej na levi strani rdeči stolpci pomeni odstotni delež negativnih glasov javnosti, ki ne zaupajo tem inštitucijam. Te inštitucije so pa, vidite, če sam eno od katerih teh odmakneš, da je ni, se družba skoraj da sesuje. To so vse ključne družbene inštitucije. Šele tule nekje od tu naprej vidimo, da je vendarle vsaj par odstotkov več tistih, ki zaupajo tem inštitucijam, kot pa je dolžina teh rdečih stolpcev. V večini, to je hud problem, v večini evropskih držav je kljub vsemu ta slika zaupanja javnosti v družbene inštitucije manj škandalozna. Pri nas nekaj ne delamo v redu. Ne? Kot vidite, najbolj na udaru nezaupanja, tako rekoč, nihče ne zaupa. Ne? So ravno najbolj ključne državne inštitucije. Ne? Od parlamenta in tako naprej, cerkev, duhovščina. Upravičeno, milijon razlogov je, da je to tako. Ne? Sodišče in tako naprej. To je med tistimi inštitucijami, ki jim relativno malo bolj zaupamo, kot pa ne zaupamo, so pa represivne, vojska, policija, pa te mehke zdravstvo, šolstvo. Ne? To je problem, kako uravnavati različna družbena področja in jih med sabo usklajevati. 2 minuti. Aha, dobro. Naslednji problem, pa bom pa jaz tole kar spustil, torej tule vidite en zelo namišljen problem. Javno mnenje vprašate s takimi vprašalniki in poglejmo zdaj, katero od teh naštetih področij sploh v Sloveniji ne predstavlja problema, pa mislimo, da je zelo velik problem. Torej, kateri od teh je zelo napihnjen. To je ta. Glejte, odnos do beguncev. Slovenci, priseljenci.
tu je en razlog, večjega se nisem spomnil, zato sem tega navedel. Razlog, za katerega nas je lahko sram, da smo Slovenci in da živimo v Sloveniji. Poglejte tele odstotke. Na začetku 90-ih let smo imeli mi okrog 3,5 v Sloveniji odstotka prišlekov, smo sprejeli beguncev 3,5 odstotke glede na matično prebivalstvo Slovencev. Kako imamo sedaj odnos do beguncev v Evropi in v Sloveniji razvidno recimo iz tega na vrhu begunskega vala leto 2015 so tu prikazane pozitivno rešene prošnje azilantov v posameznih državah, tu so velikost držav po številu prebivalcev, tu je pa ta odstotek sprejeti azilanti pozitivno rešene prošnje glede na velikost prebivalstva. To je povprečje za Evropo, pogledajte, to so tisočinke odstotka. V povprečju je Evropa, to je evropsko povprečje 0,007 tisočink sprejela azilantov. Znotraj evropskih držav je najbolj škandalozna Slovenija, 0,02, pa še to sem zaokroženo vzgor. Če primerjamo seveda druge države, pogledajte, recimo Slovenija na začetku 90-ih let je bistvena razlika, 3,5, tam pa 0,002. In na začetku 90-ih nismo imeli v družbi histerije proti beguncem, niti v politiki, poskusi so bili, vendar politika takrat ni delovala destruktivno, ampak v večji meri konstruktivno glede odnosov do beguncev, danes je ravno nasprotno. Jordanija, čez 38 odstotkov beguncev glede na število prebivalcev, pri tem, da je Jordanija seveda samo 22 odstotkov ima toliko bogatstva kot pa Slovenija. Celo Uganda 2,5 odstotka beguncev in to so samo tisti iz Južnega Sudana, tule noter šteti, ima pa samo okrog 3 odstotke slovenskega bogatstva. In te države ne razpadajo zaradi beguncev, če bojo razpadle, bojo zaradi drugih stvari. Torej, to je en tipični izmišljen problem. Kronologija gre takole, prvo ste imeli pozive od medijev proti begunske, to je eden najhujših, najbolj rasističnih, preberite si javni poziv od stranke SDS v njenem glasilu, pravijo, če ne bo Evropa drastično posegla s fizičnim uničenjem in prepovedjo izvajanja islamskega načina življenja in tako naprej. Potem bo razpadla. Pozivati k fizičnem uničenju in prepovedi muslimanstva v Evropi, to očitno ni prav nikogar zmotilo, ne nobenega politika, ne sodstva, ne nič. Tako se začne izvajati protibegunska histerija. Potem imate še to je treba kar, to se ne sme pozabiti. Takrat, ko je Sredozemsko morje postalo najbolj smrtonosno morje na svetu, 25,000 ljudi je utonilo. Takrat je tudi slovenski premier Miroslav Cerar ponudil Evropi pomoč, je rekel, ne bomo sicer sprejeli evropskih kvot za begunce, ampak lahko pa Slovenija sprejme 15 do 20 beguncev iz držav Severne Afrike. To je zdaj slovenski prispevek k razbremenitvi begunske problematike v Evropi. S tem se je začel licitirati, potem je to šlo na enih 100. In še zdaj smo tam. Še zdaj smo med tistimi državami, ki bojkotiramo kvote in tako naprej. Tako se ustvarja nestrpnost, to je znak, da tisti preseki ne delujejo. Največji problem, daleč največji, je pa tale konflikt, delovni konflikt. To je tradicionalen. Po tem deležu izstopa Slovenija po deležu konfliktnosti med menedžerji, direktorji in na drugi strani delavci, izstopa Slovenija po deležu te konfliktnosti v svetu, v razvitih državah, kot vidite recimo
nobeno leto merjenja javnega mnenja ni tako, da bi manjšina ljudi ocenjevala resnost tega konflikta, ampak vedno imate več kot 50, odločno več kot 50% javnega mnenja ocenjuje, da je to največji konflikt med temi naštetimi. Ne? Podobno vprašanje na isto temo, zaupanje delavcem, menedžerjem in direktorjem, malo drugače vprašate, dobite približno iste odstotke. Ne zaupam 60%, samo 13 zaupa, za razliko od prejšnjega sistema. Ne hvalim prejšnji sistem, ampak opozarjam, zadeve niso črno-bele. Ne? V socialističnem sistemu je bilo razmerje ravno obratno. Ne? Ugled direktorjev, recimo velik in zelo velik 73% prebivalstva. No, to je ta žalost. Ne? Evo, Slovenija spada po oceni ostrine konfliktov med menedžerji, direktorji na drugi strani delavci v sam vrh držav, ki imajo nad 60% prebivalstva, da se izjasnijo, da so to v njihovi državi največji konflikti. Ne? Če bi, imam še minuto ali ne? Ste že preko, bom tam na minuto z veseljem, ker vidim, druga polovica, bom probal manj kot 1 minuto. Kaj lahko naredimo? Tako, kaj lahko naredimo na ravni pogled na svet vsakega od nas je približno takole. To je tudi zmeda, ne? Ampak hočem to reči. Vsak od nas ima v glavi, ne, psihični sistem, ima tako ali drugačno, večkrat tudi implicitno hierarhijo nekih stvari, ki so bolj pomembne in manj pomembne. Ne? In še sami pri sebi točno ne vemo, kakva je ta hierarhija, kaj šele, da bi jaz vedel, kako je pri vas. Ne? To je en problem. To okrog pa so pa dejavniki, ki vplivajo prek socializacije na to hierarhijo. Kako se tu znajdevamo? Znajdevamo se približno takole, Gordonovo okno, no, malo prirejeno. Predstavljamo si, da na svet gledamo skozi tole okno. Vsak ima pri nas, mislim od nas, vsak od nas ima takšno okno, ki je razdeljeno približno v 3 dele. Zgornji, srednji in spodnji del. Razdeljeno v tem smislu. Namreč v en del našega pogleda na svet. En del je tak, kjer spadajo noter stvari, ki so za nas relativno nepomembne. Nepomembne v tem smislu niso problemske, problematične. Se ni problem recimo z drugimi usklajevati, zaradi tega, ker ne prizadene niti slučajno mojih interesov. Ne? Drug del, srednji, je tisti, kjer so neke stvari, na katere gledam, v katere se zapletam in tako naprej, zame pomembne, ne pa nepomembne. No, potem je pa tretji del, so pa nujne v tem smislu, da svojega stališča nisem pripravljen spremeniti. Ne? Če mi znanec ali kdorkoli reče, poslušaj, a bi mi dva na banki, imam neko priložnost, nekaj pogoljufala, pa bo zaslužila, res da je nelegalno, ampak se da skriti in tako naprej, nekaj denarja, in če imam jaz vrednoto ne kradi, potem seveda bom njegov predlog sprejel v tem delu. Ne? Se ne bom niti pogajal, niti na misel mi ne pride, da bi šel v recimo neko goljufijo akcijo, naprimer. Ne? Seveda, takole ima vsak od nas, tako je zdaj pa zaključujem, ne? Vsak od nas ima tako ta okna in zdaj že vidite na prvi pogled, ne samo, da niti pri sebi točno ne vemo, kako velike predalčke imamo med nujnim, pomembnim in nepomembnim pri samem sebi. Recimo odnos do beguncev. Ne? Ali sem pripravljen, na primer, dati nekaj denarja, ali pa če hočete še ostrejšo dilemo, ki je tam Jordanija, pa tako naprej. Ali sem pripravljen, na primer, dati znaten delež davkov, ki mi jih odvajajo od plače, za recimo preskrbo beguncev, ki jih namestimo tukaj v Sloveniji.
Mi smo si različni v tem, ker eni to postavljajo, ja, seveda, to ni problem. Po eni strani imam dosti denarja, imam normalni življenjski standard, če se povečajo davki ali karkoli, to mene nič ne prizadene, torej to zame ni pomembno v smislu, da bi prizadelo moje interese. Drugi pravijo, bomo premislili ali se pogajali in tako naprej. Tretji, tudi take imamo, pa pravijo za noben denar, ne? Niti centa, za begunce pa ne. Ne? Vprašanje zdaj, katere stvari, kot rečeno, damo v en, drugi ali tretji del, na katere stvari gledamo skozi en, drugi ali tretji del tega okna. In seveda še bolj nejasno je pri interakcijah, pri partnerjih, s katerimi se usklajujemo oziroma pogovarjamo okrog nekih akcij. Če gre za neko idejo, neko dejanje, ki je za mene pomembno in je tudi za partnerja pomembno, potem iz tega zgleda interakcija. Tako iz tega lahko sledi, da se bo o tem pogovarjala, ker je za oba pomembno in tudi, recimo, pogajala, mogoče iskala kompromis in tako naprej. Če je to tako, sploh ni problema. Tisto, kar je za mene pomembno, lahko predstavim sestanek danes za 1 uro, ker imam neke nujne obveznosti. Ne? In mi recimo v službi rečejo, ja, ni problema. Ne? Mi smo skozi tukaj, to pomeni, da se njih to ni problematično in tu ni problema. Seveda drugače je, če je to tako, potem so, kot rečeno, pogajanja kompromisi, če je pa to tako, da tisto, kar je zame pomembno in pričakujem pri partnerju, sogovorniku, da bo tudi zanj pomembno v tem smislu, da se uskladiva najne urnike ali karkoli. V resnici je pa zanj nepomembno, ampak je nujno v tem smislu, da ne pristane na kompromise z mano, potem imate te navzkrižne interakcije, potem imate tu problem. Problem lahko rešite, bom spustil vse primere in samo še en stavek na 2 načina z spremembo teh transakcij oziroma interakcij. Redefinirate neko zadevo. Namesto, da seže v njegovo partnerjevo nujno področje, jo tako redefinirate, da recimo prikažete neke druge stvari, ki so zanj lahko koristne, pa mogoče zadenete vsaj njegovo srednje okno. No, drug način je pa spremembo okna. To se dogaja recimo tam, imate en kazenski ukrep, obvezna udeležba, recimo storilcev, kaj svem, prometnih nesreč, ne? Potem pa hodijo obiskovati bolnike, žrtve prometnih nesreč, naprimer. Ali pa bolj nežen primer, ljudje se angažirajo v raznih prostovoljnih projektih, kjer pomagajo revnim, recimo tudi beguncem in tako naprej. Kaj se jim spremeni? Večkrat se tem ljudem spremeni, ne samo na to, da drugače začnejo o tem govoriti, ker vidijo iz prve roke in tako naprej, ampak glede na izkušnjo se jim spremeni tudi osebnost. Ne? To pomeni, da preokvirjajo svoja okna. No, to bi jaz imel za, ne za začetek, ampak za konec opozoriti na te spremembe na mikroravni. V tem smislu zadeve niso brezupne, niso čisto enostavne, nikakor niso egocentrične, samo jaz, ne, drugi pa ali se prilagodite ali pa ne, ampak marsikaj se da narediti tudi takrat, ko mislite, da se nič ne da narediti na tej mikroravni, ne, personalni jaz ti. To je bilo.